Otvorili ste letošnji showroom, kako se počutite kot prvi band, prvih 20 minut je mimo, kak je? Ja, fantastično, izjemnih 20 minut, sicer zelo kratki. Smo se lih sehreli dejansko, ampak vseeno je bilo tako power. Ampak izkoristili ste do konca, v bistvu kaj ostalo 10-15 sekund, Ja, še zadnji outro je 7 sekund, nora. Top je ozvočeni, prostor nam je zelo všeč in oder je ful želik za nas vse tri. Ste iz Ajdovščine, predlanski zmagovalci z Ljubljanke, Xtanti, čeprav so čist drugi band, ampak ste tudi iz Ajdovščine. Kakva je scena, v bistvu je? V Ajdovščini je res tako močna scena, da prijete tudi do Maribora in tukaj špilate in vse ostalo. Se mi zdi, da je v Ajdovščini tako nasploh na Primorskem je polno glasbenih skupin, nimamo pa teh na tečaju in pred izboru, tako da je treba priti na druge strani. Prvi predizbor, drugi band, Lasje, mariborski band, verjetno pač na letosnem showroomu bo največ fanov glih vaših, ne? Upamo. Kako se v tem počutite, kako vam pomagajo? Odziv publike, vsakemu bandu največja nagrada za njegovo delo. In to, da vidimo svoje ljudi pod odrom, ki dejansko podpirajo naše delo in naše udejstvovanje, je neke vrste velika nagrada za nas. Če primerjamo z lani, ste se malo bolj zresnili, špilate neko, kar bi rekli, mešanico simfoničnega, progresivnega roka, ki je zelo specifična, v bistvu pač zvrst roka. Zakaj ste se odločili ravno za to, čeprav je malo težka muzika, mogoče za poslušalce, za občinstvo? Ja, s kilometrino pride izkušnja, ko imaš izkušnje, pa moraš prilagoditi nivo glasbe. Ja, pa našli smo se, mislim, ko smo začeli avtorske komade delati, je vedno bolj se vse nekako začelo mešati, neko tako zmerno progresijo in vsem nam ugaja, vsi imamo radi taki stil. Glede na to, da jaz prihajam iz tretje, pa da še pač mi 6 let nazaj nismo imeli benda, pa da se zdaj bil tukaj, kaj si profesori mislijo vas? Vi ste edini band, ki ga lahko vprašam, kaj si profesori mislijo vas? Pač, ne vem, po mojem se vsi strinjajo, da nas ima profesori ful radi, ne glede na to, da nam pustijo med dvojem med poukom, ne. Zbrali ste si pa zašpijati tako neko funky, groove muziko, ki v bistvu kar pritegne nekako občinstvo. To ste si sami zbrali, profesorica verjetno to ni imela čisto izrajen, ne? Ne, smo si sami izbrali večinoma, se pravi pač avtorske pa covere, tu smo imeli pomoč od pač super mentorjev, ja. Vsako leto imamo na showroomu, skoraj vsako leto, klubske maratonce RŠ-a, letos ste to vi. Kak je priti iz Menze, recimo, ko pač v Ljubljani je izmed najboljših placov za imeti špil na Štuk. Ste tu prvič, kako vam je tukaj? V bistvu, klele prav na tem placu, smo res prvič, se mi zdi. Tako da, ja, no, mislim, da je super, v redu. Lep plac, jaz sem že pohvalil Toncu sicer, res. Prej sem mislil, kaj bi napisal vas in sem prišel na to, da bom napisal, da ste kot svež kruh. Tisti, ki je najbolj sveže pečen, tisti je najboljši, ne? Ker imate nekaj, imate pač rok pa to in imate pač nekaj svežega, imate to, kaj si marsikaj drzne in je to pač dobro slišati. No, to je lepo slišati. Pa je res lepo slišati. Kako ste prišli do tega? Mislim, kakšni kreativni procesi zadaj, pač da ne špilate samo pač kar bi lahko, ampak naredite nekaj boljšega? Ne, točno to, igramo kar lahko in kar nam je v redu, a ne. Vsak prinese neko majhno stvar in pa vsak nek tretji dodela, drugi reče ne, kaj pa če bi tako. In pride neki tazga, kar Je ustvarjalni. tako ne ustvarjalni proces, definitivno je samo zdaj. Ni pa to nekaj kompleksnega, ne. Točno to, ne. Če vam to rade, je to to, ne? Točno Pa to. sliši se dobro in... No, meni je to res super. Na odru si rekel, to je vaš 40. špil, ko pa je bil rock'n'roll, ne? Ni še bil tako rock'n'roll, ampak je bil rock'n'roll. Prvo je bil en melanholičen komad, pol pa je se bil rock'n'roll. Kaj ste od prvega špila pa do zdaj spremenili na vaš, pa kaj ste samo spremenili, da ste prišli do tega, kaj zdaj pač, da na odru vas je lepo videti, da pač vas je čutiti, da poslušate vse. Kaj je bil ta proces? Enostavno smo čez čas dobili to neko stage presence, ali kakorkoli bi temu rekel. Navadili smo se odra, navadili smo se en drugega in zdaj v bistvu samo uživamo.
To je važno, da pridemo gor, da se imamo fajn, da se švicamo in da gremo pol spat. Da je pa si brez majice, recimo. Ja, Ne pač kako to si brez majice, čisto tako. ne, malo zluftam pa, da je malo več rock and roll feelinga, mogoče tudi malo adrenalina. Zdaj, da ste bili zadnji danes, kakšne občutke imate? Kakšne pričakovanja? Po prvič pojedem čisto ne. Mi smo se prišli sem zabavati. Karkoli pride z tega, bo super. Vmes smo je super dan, cel dan smo se skupaj vozili naokoli, pa smo tam na travniku hengali do 9 zvečer in bolj smo prišli sem. Smo samo to, da lahko glasbo pokažemo, če mogoče komu dosti všeč, da ima še kakšno drugo priložnost zaradi tega, da še kot boljš. Drugače predvsem zato, da špilamo, pa da smo fajn, da se družimo, pa da pokažemo našo muziko ljudem. Lepo to slišim. Hvala lepa. Imamo zmagovalce prvega predizbora. Kako se počutite? Ja, jaz mislim, da je bilo to čisto nepričakovano. Znači, ne vem, no, ne vem. Zelo so skromni, ampak Ja. zakaj ste zmagali prvi predizbor? Zakaj smo zmagali? Ja, jaz ne vem, pojma nimam, to problem. To je še prehiter za to povedati. Jaz sem Ne si prej vem. napisal, da v drugem komadu sem vedel, kdo bo današnji zmagovalec. Evo, V drugem komadu, dokaz. ja, izdarija. Hardcore. Aha, Ja, sem vedel, kdo bo ja, zmagovalec. In ste, vsakam čast, zdaj greste v finale, kaj se boste pripravili, bo kaj drugačnega, bo isto? Ja, se bomo probali nekaj nadsmart, ne. Materiale Nekaj nakupiti, potrebno. tako da. Ja. Fantje torej ostajajo še smeraj skromni in se na drugem predizboru, z vami pa vse na finalu, ne? Tako, Uživajte. tako. Hvala, Evo. vsakam čast. Hvala vam. Hvala za Res ste vse. bili dobri. Hvala, da učite prej. Ne, dobro.